Od zavračanja naturalizma v kozmologiji, ki ga dobro označi v znanstveno preobleko izrečena laž pokojnega Carla Sagana, ki pravi: kozmos je vse, kar je kdajkoli bilo in kar še bo. Gremo zdaj od vesoljskih dimenzij v drugo skrajnost. Spoznavali bomo delce življenja, iz vesolja torej prehajamo na živo celico. Najmanjši delci materije, kot je sloviti Higgsov bozon, ste slišali zanj verjeten, nas ne bodo zanimali. Raziskovali bomo, ali je življenje ustvarjeno ali je posledica naključij. Govorili bomo o podobnosti žive celice s superračunalniki, zato podnaslov strojna in programska stran življenja. Na to se majčkeno nanaša moja strokovna izobrazba. Dolg časa sem delal na računalnikih, zdaj sem precej bos, moram priznati, v tistih časih, ko so se računalniki pojavili. Takrat je bilo programiranje teh računalnikov drugačno in prav to mi pomaga pri razumevanju genoma. Zato je ta strojna in programska plat življenja podnaslov. Gradivo za predavanje je iz teh knjig, iz istega razloga, da mi ne boste učitelj plagiata. Vzroka za življenje sta lahko samo dva. In sicer prva možnost je naključje in naravni zakoni, se pravi evolucija, kar opisuje naturalizem oziroma materializem. Te dve filozofski smeri sta si zelo skupaj. Argumente zanj zato vsi dobro poznate, poslušali ste jih v šoli, pili z mlekom še pred šolo, tako da veste, kakšni so. Druga možnost je božje stvarjenje ali kreacionizem. Cilj predavanja je predstaviti argumente za božje stvarjenje in vsem, ki teh argumentov ne poznate, omogočiti racionalno odločitev. Ne rečem, da se kak ateist tudi po spoznanju teh argumentov ne odloči za to, da prav razmišlja. Vendar se je treba odločiti na osnovi argumentov, ki so poznani, ne samo na osnovi enih samih argumentov. Se bom kratek. Čisto Dawkins je rekel, res je, evolucije nismo opazovali v nastajanju, vendar je dokazal na milijone. To je tako kot dokazi na sodišču. Nihče ni videl umora, ki se je zgodil, vendar je dokazal za to, da se je zgodil ogromno. Nekaj pozabil pri tej analogiji s sodiščem, namreč, da ko gre za evolucijo, obramba nima nobene možnosti predstavitve svojih dokazov na tem istem sodišču. Kdaj ste pa še videli, da se kreacionizem propagira, razen v slabem? Torej, kako nastanek prve žive celice razlagajo evolucionisti? Darwin v knjigi Izvor vrst v nastavku prve žive celice ne piše. Zanimivo, mar ne? Brez prve celice tudi življenja ni, tudi naslednjih ni. Danes velja, da je nastala nekoč davno naključno iz neživih snovi po kemijski evoluciji, tako imenujejo, v neki topli mlaki, imenovani prajuha. Seveda pa to ni znanost, ampak čisto ugibanje.
Najvidnejši evolucionisti o nastanku življenja, najvidnejši medevolucionisti o nastanku življenja pravi takole. Nihče ne ve, kako se je to zgodilo. Kljub temu se je nekako, ne da bi kršila zakone fizike in kemije, se je pojavila molekula, ki je slučajno imela lastnost kopiranja samega sebe. Celo preprosta živa celica je tako silno zapletena, da ni mogla nastati naključno. Iščemo torej sledove načrtovanja, kakšni so. Poglejmo. Uporabili bomo dva pristopa. In sicer prvi je argument iz analogije. Napisal je William Paley, ki sem ga prej omenjal, to je avtor, ki ga je Darwin zelo občudoval, dokler ni šel na Beagle, na ladjo Beagle. Napisal je takole. Če na sprehodu po gozdu naletite na uro, vam ta potrjuje obstoj urarja. Na enak način oko potrjuje obstoj stvarnika. To je tako imenovani watchmaker argument, to ga boste velikokrat slišali. Isti argument, namreč, da sledovi načrtovanosti potrjujejo načrtovalca, bomo uporabili tudi pri živi celici. Drugi pristop je verjetnost, s katero iz zapletenosti celične zgradbe dokazujete, da je nemogoče ali vsaj skrajno neverjetno, da bi lahko nastala po naključju. Seveda so evolucionisti našli tudi ugovor na te dokaze. Ugovori na dokaze iz analogije so. Richard Dawkins piše v uvodu k knjigi The Blind Watchmaker. Watchmaker argument prej, ne? Biologija je proučevanje zapletenih stvari, ki so videti, kakor da so načrtovane z namenom. In drugi veliki mož iz te skupine, Francis Crick, Nobelov nagrajenec in soodkritelj DNK, je napisal: biologi se morajo vedno zavedati, da tisto, kar vidijo, ni bilo načrtovano, ampak se je razvilo. Vprašajte se, ali so to znanstveni argumenti ali samo njuna naturalistična vera. Za znanost je potreben eksperiment in ponovljivost. In ponovljivost tega eksperimenta z istimi rezultati. Ko arheologi izkopljejo lončeno črepinjo, takoj sklepajo na razumnega lončarja. Pri živih bitjih pa, no saj vidite, zanikajo načrtovalca. In še tretji argument proti dokazu iz analogije je Humeov. Hume je bil filozof, zelo znan filozof. Očitek po Humeu pravi: ko dokazujete z argumenti iz analogije, je sklep, ki ga dobite na ta način, samo toliko dober, kolikor je dobra sličnost stvari, ki jih primerjate. Ali če prenesemo na primer z uro, rečete kaj? Hume reče kaj? Uro primerjaš z enostavno celico. Uro je neprimerno bolj komplicirana kot celica. To seveda ni res. Takrat so že mislili tako, zdaj pa vemo, da je to daleč, da celica daleč presega zgradbo ure. In da ne govorimo o očesu. O očesu, ki da je, to pravijo evolucionisti, skrajno slabo načrtovano. Svetlobno občutljive celice v očesu so namreč obrnjene s svetlobnim delom proti zadnji strani. Ne proti svetlobi, ne proti leči. Če ne bi bilo tako, bi mi po vsakem blisku ostali 1 minuto slep. Tako pa vidimo, kot vidimo. In kdor normalno vidi, se ne more pritoževati nad vidom. Ugovori na dokaze iz verjetnosti. Evolucionisti se zavedajo, da dobrih ugovorov ni.
vendar se ne počutijo pretirano ogrožene. Računajo na to, da človek nima predstav o tem, kako majhna je verjetnost naključnega nastanka ene same beljakovine, proteina, proteini so sestavljeni iz aminokislin, iz 126 aminokislin, in ta mali protein je svetlobna leta oddaljen od celice. Pri tem pomislimo na loto. Ob predpostavki, da je na razpolago vseh 20 uporabnih vrst aminokislin, od preko 2000 jih je, samo 20 jih lahko uporabimo, je ta verjetnost izražena s številom 10 na minus 164. Ko govorimo o lotu in o tej primerjavi, rečejo evolucionisti, kljub majhni verjetnosti vsakokrat izžrebajo novo dobitno kombinacijo. To drži. Toda verjetnost zadetka na našem lotu je okroglo 1 proti 15 milijonom, ali zapisano drugače 1,5 krat 10 na minus 7, kar je ogromna verjetnost v primerjavi z 10 na minus 164. 10 na minus 164, če bi jo primerjali z lotom, bi pomenila, da moramo zadeti sedmico 23 žrebanj zaporedoma. Kolikrat se vam je to že zgodilo? Ne, še ne. Še eno stvar je treba omeniti, to je evolucijska prevara. Pri lotu je vsaka kombinacija enako verjetna. Pri gradnji živih sistemov pa prav gotovo ne. To so kemijski sistemi, ki ubogajo zakonitosti kemije, in nekatere spojine brez katalizatorjev sploh niso možne. Najenostavnejša živa celica potrebuje na stotine beljakovin in še mnogo večjih. Mišična beljakovina titin je zgrajena iz 34.000 aminokislin, ne 126. Kako majčkena je šele to verjetnost, ampak to je šele ena beljakovina potrebna za mišico. Evolucionisti, ki jih dokaz iz verjetnosti stisne v kot, priznajo: čudovito, dokazali ste, česa evolucija ne more narediti, če so pošteni. Toda ali ste s tem dokazali obstoj Boga? Odgovor je ne, nismo. Toda vprašanje sledi, ali veste še za kako drugo možnost razen evolucije za nastanek življenja. Cilj tega predavanja je pokazati, kaj naredi Bog, ne česa evolucija ne more narediti. Zato se z verjetnostjo ne bomo bolj podrobno ukvarjali. Čeprav bi jaz, ki imam rad matematiko, tukaj odnehal. Zame je to absoluten dokaz, da slučajen nastanek celice ni možen. No, pejmo naprej, ker nismo matematiki, bomo to prezrli. Pojdimo na zgradbo celice in na njene organele. Organeli se imenujejo sestavni deli celice. Poglejmo si torej preprosto, v narekovajih, živo celico v prerezu. V Darwinovih časih so verjeli, da je struktura celice zelo enostavna. Celica pa je zelo zapleten sistem, ki ne zaostaja za sistemi velikih mest. Naštel bom samo nekaj sestavnih delov organelov. Ima čistilne naprave, imenujejo se lisozomi. Ima oblikovalne naprave in distribucijska skladišča, to so Golgijev aparat. Ima proizvodne naprave, ribosomi. Vse te pike so ribosomi. Zapomnite se jih, ker jih je ogromno in to je zelo pomemben del celice. Ima upravno središče jedro in ima energetske naprave mitohondrije. V primerjavi z mestom
pa ima celica še nekaj več. V 9 urah je sposobna iz prve oplojene človeške celice narediti kopijo same sebe. Tega mesto ne more narediti. Ne? Če se vam to zdi hitro, moram povedati, nekatere celice se delijo na 20 minut, 20 do 30 minut. To je pa res hitrost. Omenil sem mitohondrije ali energetske naprave celice. Pri rastlinah so to kloroplasti, njih samo tlele omenjam, pa nič naprej, ker vam tudi ne znam o njih nič povedati. To so energetske naprave, ki proizvajajo energetske pakete, imenovane ATP. To kratico je dobro, če si zapomnite. To je energija. Energija je vezana v obliki kemijske energije. Mitohondriji imajo svojo genetsko kodo, to je ta DNK, znotraj kar tako malo visi, ki se, zelo zanimivo, deduje samo po materini strani. Ženske ste odgovorne za to. Jaz se ves čas pritožujem, da imam mitohondrijev premalo, ker me zebe. Premalo energije. Mame pa ni več, da bi se pritožil. Pojmo naprej. Adenozin trifosfat, to je ta ATP. To je kemijski paket, nosilec energije, ki se imenuje adenozin trifosfat, sestavljen je iz adenina, sladkorja in treh fosfatnih skupin, ki so pritrjene na to. Trifosfat se zato imenuje, ker so tri. Na molekule adenozina so vezane trifosfatne skupine, te so polne energije. Ko se z dodatkom kisika ena odcepi, se sprosti energija. Kako pa nastajajo te ATP-ji, te komplicirane molekule, te energetski paketi? Na sliki ATP sestavlja poseben encim, beljakovinski katalizator, ki ga poganja elektromotor ali pa turbina, jaz mislim, da je turbina. Nahaja se v notranji membrani mitohondrija, na sliki je označeno z F0. Električni tok so pozitivni vodikovi ioni, tisti H+ zgoraj, in dosežejo vrtilno hitrost 100 vrtljajev na minuto, to je v razredu motorjev dirkalnih avtomobilov. Prosim? Na 100 000 ne. No, pejmo. Ob vsakem vrtljaju motorja se iz ADP, adenozin difosfata, sintetizirajo 3 ATP. Vsakokrat, ko se ta motor zavrti, dobimo 3 ATP enote ven. Skupna teža proizvedenega ATP na dan je približno enaka teži telesa. Organizem brez ATP-ja je kakor avto brez bencina. In zanimivost, cianid je tako strupen zato, ker skoraj v hipu ustavi proizvodnjo vseh ATP-jev naenkrat. Kako, ne vemo, ampak to se zgodi. Encim je zgrajen iz 9 beljakovin. 3 alfa, 3 beta, 3 gama, delta in epsilon in ima 510, alfa ima 510 aminokislin, beta 482 in tako naprej. Skupaj jih je 3444. Encim je nekoliko sploščena krogla, premera, to je samo spodnji del, premera 10 in višine 8 nanometrov. To je 8 tisočink milimetra, mikrona, ne milimetra. V kocko stranice tisočinke milimetra bi spravili 1,25 milijarde takih strojčkov. Imenuje ga najmanjši znani stroj,
v vesolju. Verjetnost naključnega nastanka takega encima, še brez motorja, motor ni vključen, je tolkle, kar ustreza, če spet preračunamo na loto, 624 zaporednim zadetkom sedmice na loto. To pomeni, 6 let zaporedoma bi morali zadevati za to, da bi dokazali naključnost zgradbe tega encima. Paul Boyer in John Walker sta leta 1997 dobila za njegovo odkritje Nobelovo nagrado. Tu je pomembno omeniti še tako imenovano irreducible complexity. To pomeni minimalno zapleteno sestava, ki se ga ne da več poenostaviti, če naj sistem ohrani svojo prvotno učinkovitost. Ta sistem ima 32 različnih komponent. Vse morajo biti hkrati na mestu, če naj encim deluje. Ampak postopna zgradba takega stroja seveda ni možna. In to je ta irreducible complexity. Se pravi, vse hkrati morajo biti prisotne zato, da stroj deluje. Naslednji stroj je Kinezin, robotski poštar. To je robot, ki prenaša vreče izdelanih beljakovin, tako imenovane Golgijeve mehurčke. Hodi po poteh, ki se imenujejo mikrotubule, odkoder dobiva energijo za premikanje, ter najverjetneje, to ne vemo, tudi informacije, kam naj odnese svoj paket. Hodi, nekaj sem prebral, pa nisem tega podatka več našel, zelo hiter hod. Ne vem, koliko korakov naredi na minuto, korak je pa dolg 2 nanometra, toliko kot je DNK široka. Naslednji stroj je izvenkrvni motor bakterije. To je motor za pogon bička, naprimer pri bakteriji E. coli. Bakterija E. coli je zelo pogosta v našem črevesju. To je koristna bakterija. Ta E. coli je dolga vsega 2 mikrona ali 2000 nanometrov. Premer tega motorja je 45 nanometrov. Doseže neverjetnih 100 tisoč vrtljajev na sekundo, na minuto, oprostite, in reverzira prej kot v enem, reverzira pomeni se ustavi in zavrti v drugo smer, prej kot v enem vrtljaju. To je neverjetna fizikalna lastnost. Če bi bakterijo E. coli poganja s hitrostjo 35 dolžin celice na sekundo. Če bi to preračunali na plavalca, ustrezno povečali na plavalca, bi moral plavalc preplavati bazen, olimpijski bazen prej kot v 1 sekundi. Tako hitro gre. Naslednji stroj ima mikrob MO1, ki ima 7 pogonskih gredi. To je teh 7 večjih, a so oranžni. Oranžni zobniki, to so pogonske gredi, na katerih so pritrjeni bički. Manjše so ležaji vmes, pa distančniki. To je neverjetna inženirska rešitev za tak sistem. Nikakor je ne morete pojasniti z evolucijo. Ta mikrob plava hitreje od bakterije E. coli in evolucionisti od nas pričakujejo, da bomo verjeli v naključni nastanek. Naslednjo je jedro celice. Zelo pomembna stvar. Jedro obdaja ovoj in rože na ovoju na sliki so odprtine. V jedru obstaja še ena vrsta makromolekule, to je nosilka vseh informacij.
potrebnih za življenje celice. Njeno znanstveno ime je deoksiribonukleinska kislina ali s kratico DNK. Imenujemo jo tudi dvojna vijačnica ali genetska koda ali genom. In ta nikoli ne zapušča jedra. O informaciji v DNK. Informacija je vsebina sporočila, ki je sestavljena iz znakov določene kode. Informacija ni lastnost materije, potrebuje pa materialnega nosilca. V celici je to genetska koda, DNK. Njenega nastanka naravni zakoni ne morejo pojasniti. Za informacijo je značilno, da je značilen njen pretok od vira informacije do sprejemnika. Tamle so viri informacij, evolucionisti ne priznavajo, to je naključje, ravno tako ne kodirne naprave, tudi to je naključje. Mi vemo, da je to bil Bog. Nosilec informacije je DNK, dekodirna naprava je ribosom, sem prej omenil, ki jih je toliko, da si zapomnite. Informacija je pa zgradba proteinske verige ali pa vseh ostalih navodil, kako naj se celica ali pa bitje zgradi. Opisi preskočijo vir informacije in zamolčijo, da je vir vedno, brez izjeme, inteligentno bitje. Nobena informacija še ni nastala na drug način. Nastanke informacije v DNK materialistični svetovni nazor ne more pojasniti. Torej je vsaj v tem oziru ta nazor defekten, popolnoma. DNK je veriga nukleinskih kislin. Vsi ste že videli modele DNK-ja. Verjetno se spomnite vrvne lestvice s klini počez. To je en model, najenostavnejši. Jaz mislim, da bi bil boljši model krožne stopnice, ker so te črke, ki so pritrjene počez, so kot stopnice, so ploščate. Jaz imam rad model zadrge. Zadrgek ima sicer 2 različna zobca na vsaki strani, 4 različne zobce uporablja, ampak zadrga, ker veliko stvari lahko z njo pojasnite. Definirajmo nekatere nove pojme. Kemijska struktura, ki je označena z elipso zgoraj na levi, je ena od 4 osnovnih sestavin DNK-ja. Imenuje se nukleotid, hrbtenico zadaj tvorita fosfat in sladkor. Vezana je na eno od 4 dušikovih baz, to so črke genetske kode A, adenin, 4 črke so A, adenin, timin, guanin in citozin. Hrbtenica je pa zadaj, X s P-jem noter je fosfat, peterokotnik pa sladkor, to je hrbtenica. Hrbtenica je na obeh straneh, znotraj so pa črke. V prečni smeri, ja, to sem rekel, črke genetske kode se vežejo v komplementarne pare. In sicer A s T in C s G. To je genialna zamisel za kopiranje DNK-ja. In še nekaj, da si mogoče zapomnite, oglate črke se vežejo skupaj z okroglimi črkami in okrogle črke se vežejo skupaj. Genialna zamisel je zaradi tega, ker ko to razdelite, če ena od črk izpade, lahko na drugi preberete, kaj mora tam biti. Tako da je to avtomatsko lahko popravlja poseben stroj, seveda beljakovinski, avtomatsko popravlja vse napake ene črke v DNK-ju. In še ena pomembna stvar.
Po kemijski sestavi so vse črke DNK vseh živih bitij enake. Repa ima enak DNK kot jaz, enake črke po sestavi. Ne vem, zakaj sem se na repo spomnil, ampak... Lahko, ja. Informacija ni odvisna od kemijske sestave črk, ampak od zaporedja teh črk. Celotna DNK informacija se imenuje genom. Človeški genom sestavlja 23 parov kromosomov in ima okrog 23.000 genov, ki imajo skupno 3,1 milijarde baznih parov. Geni po kromosomih niso urejeni v kak očiten logični vrstni red, saj mi ga ne vidimo. Ni en gen za izdelavo noge, drug za izdelavo glave in tako naprej, ampak so te informacije povezane, pomešane po različnih kromosomih. Hiter naprej. Genetski črki A in T. To sta modela, seveda. Kroglice so posamezni atomi, kemijska obrazca sta napisana, kaj je število različnih kombinacij, kako lahko naključno mešanje, naprimer pri črki A, adeninu, postavimo 5 atomov ogljika, vodika in dušika. Na koliko različnih načinov jih lahko se postavimo? Na 756.000 in tako naprej. Poglejte, kako majhna verjetnost je, da bomo to zadeli in ta model tukaj miruje. V resnici pa ti atomi divje nihajo v temperaturi zaradi toplote. Divje nihajo, to se imenuje Brownovo gibanje. Naprej. Naslednji 2 genetski črki sta C in G. Poglejte, kako težko bi bilo narediti gvanin, 12 milijonov različnih kombinacij je. Pretok informacij. Slika je močno poenostavljena. DNK poseben stroj razdeli, zdaj si pa predstavljajte zadrgo, je še najbolj lepo. En del te zadrge se prekopira v tako imenovani sporočilni mRNK tukaj v sredini. Drug stroj jo odnese iz celice, kjer jo tretji stroj prebere in izdela proteinsko verigo, ki se imenuje polipeptid. Naslednji stroj jo preoblikuje v točno določeno obliko, ki je zdaj primerna za vgradnjo v celici. Jaz mislim, da je verjetnostni račun naključnega nastanka popolnoma nesmiselen. Pojasni nam ga naslednji primer. Predstavljajte si, da ste letalski brodolomec nekje na osamljenem Pacifiškem otoku. V letalu vam je ostal radijski oddajnik za telegrafijo, ne fonijo, za telegrafijo. Do svojega žalostnega konca lahko oddajate svoj klic na pomoč, ne mednarodno dogovorjenega SOS. Če vas nihče ne razume, vas nihče ne bo prišel iskat. Točno to se dogaja tukaj. Tu je kodirano sporočilo in morate imeti nekoga, ki ve, kako to kodirano sporočilo prebrati in kaj iz njega narediti. Gradnja mRNK in kopiranje DNK. Na DNK potekata 2 operaciji. Spet priporočam, predstavljajte si jo kot zadrgo. Prva je gradnja sporočilne mRNK. To je enega dela DNK ali gena za prenos iz jedra ven in v izdelavo. Drugo pa je kopiranje celotne DNK za polovica je tle označena. Drugo pa je kopiranje celotne DNK zato, da pred delitvijo morate DNK razdeliti na 2 enaka dela. Vsaka celica, čisto vsaka celica, zlagal sem se, tiste celice, ki imajo jedro,
imajo tudi kompleten DNK v tem jedru. In pred delitvijo celice je treba to skopirati. No, to sta dve različni operaciji, ki potekata na DNK-ju. Pri obeh funkcijah sodeluje poseben beljakovinski stroj, imenuje se mRNK polimerasa. Da ne bom preveč podroben, pri tem nastajata dva začarana kroga. Vsa navodila za izdelavo tega omenjenega stroja, te polimerase, mRNK polimerase, so zapisana v genomu. Ali pa, če je teh strojev več, tudi ravno tako. Toda kako jih prebrati, če se stroj po evolucijskem nauku šele razvija? Biti mora prisoten istočasno z ostalimi deli celice. In drug začaran krog je, vsak stroj potrebuje za svoje delovanje energijo. Toda kako do nje, če se motor in encim za sintezo ATP šele razvijata? Tudi motor ATP in encim za sintezo sta zapisana, kako ga zgraditi v DNK-ju. Se pravi, ne gre to, eno ali drugo. To je, kakor kaj je bilo prej, jajce ali kokoš. Odpadna DNK. Žal zahteva več razlage, kot imam časa. Prva analiza človekovega genoma je pokazala, da je samo 2% genetske kode zaseda DNK, ki kodira beljakovine. Preostala naj bi bila odpadna ali tako imenovana junk DNK. Evolucionistom najmočnejši argument proti načrtovanosti. Resnica je bistveno drugačna. Pri zadnji shemi smo spoznali poenostavljen postopek gradnje mRNK. Dejanski postopek je precej bolj zapleten. Slika na enem delu kromosoma je zapisan gen, to je zgoraj je kromosom. Je zapisan gen, ki je spodaj v drugi vrsti narisan povečan. Ta gen hočemo prepisati in prenesti izven jedra, zato da bo ribosom lahko zgradil beljakovino, ki je potrebna. Uporabni deli za gradnjo so samo ekson 1, 2 in 3, recimo, v tem primeru. To gre naprej, se preoblikuje naprej in šele na koncu četrta vrsta kaže to, kar gre iz jedra v ribosom, zato da se zgradi. Argument odpadne DNK je slika neznanja. Dr. David Stone, laserski fizik, pravi, to mi je bilo všeč, zato bom povedal. Če bi evolucijski biologi kdaj študirali inženiring, jaz sem inženir, zato to reči, in opravili tudi izpite, bi se morda zamislili nad svojo vero v evolucijo. Projekt ENCODE, ki se je končal leta 2007, je več kot 80% človeškega genoma pripisal, da ima vsaj eno funkcijo. Odpadna DNK gre na ta način na odpad. DNK, kodoni in mutacije. Prvo veliko odkritje, ki je sledilo odkritju DNK, je bilo, da skupina 3 črk imenovanih kodon kodira 20 različnih vrst aminokislin, iz katerih so sestavljene vse beljakovine, vsi proteini. Opazili ste, da črko T v mRNK zamenja nova črka U, to je urasil, nihče ne ve, zakaj je tako. Del RNK na sliki definira poslednjih 6 aminokislin v beljakovini, to so kodoni 1 do 6, kodon 7 je stop znak. Za razmislek o vplivu mutacij si predstavljate, da prvih 6
kodonov pomeni tole sporočilo. Ena miš gre pod vaš sod. Najmanjša možna mutacija je izpuščen, recimo E na začetku. Smisel besedila se popolnoma izgubi. Nič več ne veste, kaj je bilo. Berete pa po 3 črke in 3 črke zaporedoma. Ne drugače. Nič bolje ni z enim dodatnim ejem. V obeh primerih so mutacije, na katere se sklicujejo evolucionisti, v ogromni večini škodljive. Njihov nauk, če ga analogno prenesemo v poslovni svet, Gorazd je na enem predavanju to omenil, pomeni, da nam bodo drobne izgube v poslu na koncu prinesle dobiček. Vprašanja so seveda, kako lahko mutacije, naključne napake pri kopiranju črk DNK, kako bi te naključne mutacije lahko ustvarile ogromne količine smiselnih informacij. Kako bi lahko take napake ustvarile 3,1 milijarde smiselnih črk informacij v DNK, potrebnih za spremembo mikroba v mikrobiologa. Kodoni so to, kar je v računalništvu strojna koda, ne višji programski jeziki. Če torej ne iz mutacij, odkot so se potem vzele te dodatne informacije. V strojni kodi sem vam hotel več povedati, je pa približno to, kar sem tamle pokazal. Če ena zmanjka, je vse za nič. Ne samo, mislim vse. Ves program, ki sledi, je neuporaben. Ravno tako tudi tukaj. Genetske kode aminokislin. 3 črke v kodonu bi lahko definirale 64 različnih stvari, 64 različnih aminokislin, rabimo jih pa samo 20. In 20, nekatere od teh aminokislin, tu je seznam, nekatere imajo od 2 do 6 aminokislin. Recimo tamle leucin spodaj na levi ima 6 kod za isto stvar. Zakaj je tako, jaz rekel, najbrž zato, ker je Bog tako odločil. Ne vem, zakaj. Verjetno zaradi tega, ker program se bere, kasneje bom to omenil, v več smeri. Ne samo kot linearna funkcija, tudi nazaj, počez in tako naprej. Verjetno je zaradi tega tako narejen. Vem pa ne. mRNK in ribosom. Ribosom je izredno pomembna beljakovina. To je beljakovinski stroj, ki gradi po navodilih iz mRNK-ja, zgradi beljakovinsko verigo. Ta slika je nekoliko zastarela, to spodaj na levi, ta kupček na levi spodaj naj bi predstavljal beljakovinsko verigo. V resnici ni tako združena, ampak je dolga veriga. To takrat niso vedeli. Ribosom je beljakovinski stroj, ki ga sestavlja preko 5000 atomov. Njegove zgradbe po vsej verjetnosti nikoli ne bomo znali narisati. No, ampak tudi to ni zadost. Ribosom izdeluje beljakovino, vendar pri tem sodelujejo še posebne transportne RNK-ji, to so majhne molekule v obliki male črke T. Zgornji del tega malega T se prilega na mRNK, otipa, kakšno sporočilo. Spodnji del, na spodnjem delu T-ja pa visi ustrezna aminokislina. In tako se gradi aminokislina za aminokislina v ribosomu. Ribosom je tudi lahko ime za zapomniti, ribasom. Pomembna stvar je, mislim, da je pameten, če veste, da obstaja. Začarani krogi, ki pri tem nastajajo, ni nam treba poudariti, da so navodila za
izdelavo prenašalnih RNK, tRNK, ki morajo obstajati zato, da se zgradi peptid, polipeptid, so opisani v DNK-ju. Kako se zgradi ribosom, je ravno tako opisano v DNK-ju. Kako bomo vse to zgradili, če pa nimamo že v prvem zamahu ta ribosom že zgrajen. Vsi umerjeni stroji morajo seveda obstajati istočasno, če naj ima celica kaj upanja za svoje delovanje. In vsi kemijski procesi, ki tukaj potekajo, nujno potrebujejo precej komplicirane katalizatorje. Samo v prisotnosti katalizatorjev je to možno. Tudi ti katalizatorji so, zgradba je definirana v RNK-ju. Nekaj podatkov o DNK-ju. Primer DNK je 2 nanometra, to je 2000 mikrona, predrobna je, da bi lahko videli pod običajnim svetlobnim mikroskopom. Vijačnica naredi en ovoj na razdalji 3,4 nanometra, v tem ovoju je 10 parov črk. Celotna dolžina človeškega genoma, se pravi vseh črk genetske kode človeka, je nekaj nad enega. Če bi vse raztegnili nad 1 meter, vse to je pa združeno, združeno v jedru, ki ga tudi zelo težko vidite pod dobrim mikroskopom. Organizem z najmanjšo znano dolžino genetske kode je Mycoplasma genitalium, ima 580 tisoč baznih parov, ki kodirajo toliko genov, vendar ta organizem lahko živi samo kot parazit. Samostojnega življenja ni sposoben, se pravi, nad 580 tisoč baznih parov bi bila najbolj enostavna bakterija. E. coli, ki živi v našem črevesju, ima 4,5 milijone baznih parov in se ob ugodnih pogojih razdeli na vsakih 20 do 25 minut. Hitrost kopiranja je osupljiva. Ustreza kopiranju celotne Biblije v 7,6 minutah. Če bi DNK človeka linearno povečali do debeline plezalne vrvi 12,5 mm, bi bila dolga 6587 km. No, ampak E. coli recimo. E. coli, ki je kratka, bi bila še kljub temu v tem merilu dolga 10 km. To je 10 km dolga zadrga, ki jo morate prekopirati v 20 minutah. Prej, ne, ker ves postopek deljenja ni samo kopiranje, še kaj drugega. Vse to je evolucija naredila. Človekov genom ima 3,1 milijarde baznih parov, kar je po količini znakov enako 838 Biblijam. Toliko znakov imamo opisanih. Če bi jih zložili na polico, bi bila ta dolga 26 metrov. Antony Flew je bil, ker je že umrl. Ni prav dolg. Svetovno znani ateistični filozof z enakim slovesom med filozofi, kakor Richard Dawkins med biologi. Je svoj svetovni nazor dobesedno postavil na glavo in to pojasnjuje, slikovito pojasnjuje naslovnica na njegove knjige. Niso vsi, ki zapuščajo, niso vsi, ki sprejemajo evolucijo, ali pa niso samo ljudje, ki gredo od kreacionizma na evolucijo, ampak tudi obratno. Antony Flew je eden takih in veliko znanstvenikov je takih. Zelo na kratko, vse tole, kar bom zdaj pokazal, so domneve. To ni zanesljiva reč. Namreč DNK ne določa zadost beljakovin, ki so potrebne v človeškem telesu. Toliko, ki jih poznamo,
genov ni zadosti enostavno. Torej, sklepajo znanstveniki, je treba to brati na različne načine. To je tudi DNK si predstavljamo kot računalniški program in molekule metila CH3, ki jezdijo na nekaterih črkah C, naj bi bile vstopne točke za določen del programa. Naslednji, to je drugi nivo tega, tretji nivo so, vmes histoni so vretena, beljakovinska vretena, na katere so navita DNK, je DNK navita. Ti histoni so med seboj povezani s priključki in domneva se, da ti priključki tudi prispevajo k informaciji. Zadnji nivo, predzadnji nivo je posebno jedro v jedru celice, centrosom. Nanj so pritrjene mikrotubule, po katerih hodijo tisti kinezini, poštarji. To je tudi en vir informacij. In še zadnji, peti nivo je dejanska fizična lokacija posameznih atomov v prvi oplojeni celici, v zigoti. Kaj ne rečem? Če so vse te ideje o 5 nivojih epigenoma dodatno 3,1 milijardami parov črk v DNK resnične in veliko trdnih argumentov jih podpira, potem bi si upal staviti, da človek nikoli ne bo razvozlal celotne genetske kode. Moral bo počakati, da mu jo razkrije veliki programer sam, programer z veliko začetnico. To, kar danes vemo o sestavi in delovanju žive celice, mora vsakemu mislečemu človeku izsiliti priznanje, da načrtovalec nedvomno obstaja. Kdo torej je ta načrtovalec in stvarnik? Potrebna je samo še iskrena želja, da ga poiščemo. Moje izkušnje so take tudi. Zadost je, da si želite stika z Bogom, spoznanja Boga, on poskrbi, da boste to tudi dobili zanesljivo. Ni se vam nič treba truditi. Tukaj sicer pravi, iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod. On poskrbi za to, da se nam najti. Zato je, ko človek reče, ne morem verjeti v Boga, je to samo znak, da noče, da si ne želi ga zares odkriti, ker Bog poskrbi za to, da ga odkrije. No, in kljub strašnim posledicam, ki jih je povzročil evolucijski nauk, Bog obljublja pravično sodbo. Se pravi, tudi pravično nadomestilo za prestane krivice. To je lepo povedal v Razodetju. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več. Pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel, glej, vse delam novo. Rekel je tudi, zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične. Hvala vam za potrpljenje.